Danes bo nekoliko daljši nagovor, in sicer v 4 točkah. Marija, okno upanja, po Mariji Jezusu, oplemeniteno in poglobljeno leto usmiljenja in sadovi prvega Marijinega obiska leta 1997. Veseli smo, da je danes kipa Marije iz Fatime naša duhovna mati med nami in z njo vsa duhovna vsebina Fatime. Če gledamo na vsebino in vpliv, se s Fatimo ne more primerjati noben kraj posebnih razodetij. Papež Pij XII je zapisal: Fatimsko sporočilo spada med največje posege Boga po Mariji v svetovni zgodovini po smrti apostolov. Paul Claudel, eden največjih francoskih pesnikov in dramatikov, je dejal, da je Fatima največji verski dogodek prve polovice 20. stoletja, prekipevajoč izdiv nadnaravnega v tem v snov ujetem svetu. Ker je Fatima dala čisto na zahodu Evrope, se le redki morajo približati temu vrelcu nadnaravnega. Zato je Marija na prošnjo škofa Andreja Glavana, predsednika Slovenske škofovske konference, prišla k nam, da bi bili tudi mi deležni tega prekipevajočega izliva nadnaravnega. S tem bi se rešili premočnega vpliva v snov ujetega sveta, ki mnogim brani, da bi videli kaj drugega kot samo materijo snov. Z Marijo namreč prihaja k nam vse tisto, kar je povezano s Fatimo od leta 1916 pa do danes, torej stoletno dogajanje, ki je zarezalo globoke prazde v cerkvi in v svetu. Marijo spremljamo in sprejemamo po Sloveniji pod geslom Marija, okno upanja. Osnovna misel tega gesla je izgovoril papež Benedikt XVI, ko je bil 11. maja 2010 v Lizboni, glavnem mestu Portugalske. Človek je Bogu zaprl vrata, a Bog ga hoče rešiti. Zato mu je s Marijinimi sporočili in povabili v Fatimi, kakor tudi drugod, odprl okno upanja. To okno upanja je pravzaprav Božja odposlanka Marija. Tudi Slovenci smo Bogu zaprli vrata. Z Marijinim prihodom k nam se je tudi za Slovenijo na široko odprlo okno upanja. Skozi to okno po besedah papeža Benedikta XVI. Kot romarji gledamo proti nebesom. V Fatimi nas Devica Marija vse vabi, da gledamo na zemljo kot na kraj svojega romanja proti končni domovini, ki so nebesa. V resnici smo vsi romarji in potrebujemo mater za to, da nas vodi. Marija nas seveda vodi k svojemu sinu in njegovemu evangeliju. Papež Benedikt pravi, zato je prišla iz nebes Devica Marija, da bi nas spomnila na evangeljske resnice, ki so za človeštvo edini vir upanja. Kakor je Božja mati sorodnici Elizabeti prinesla Jezusa, ga prinaša tudi nam, našim ljudijam, družinam, bolnikom, ostarelim, zapuščenim ter vsem trpečim. Jezusom pa prinaša njegovo usmiljeno ljubezen, pa tudi njegov klic k skromnenju, veri, upanju, ljubezni ter molitvi. Ne samo klic, ampak tudi svetega duha, zato da bomo vse to lahko mogli uresničiti. Ki Božje matere, ki
škofije, od župnije do župnije, od škofije do škofije, od države do države, od celine do celine, oznanja vesoljnost Cerkve in Marijo kot mater Cerkve ter medsebojno povezanost posameznih delnih cerkva. Vsi imamo isto duhovno mater. Kip je bil v kapeli v Fatimi na kraju Marijinih prikazovanj in neprestanih molitvenih shodov veliko množic na slovesen način blagoslovljen. Pred njim je po vsem svetu veliko ljudi molilo, se ga zaupanje dotikalo in od ganjenosti pred njim jokalo. Zato ima na sebi neko posebno posvečenost in enkratnost. Podobi bi lahko rekli, da se ga drži posebna Božja milost, ki jo posreduje tista, ki jo v molitvi Zdrava Marija imenujemo milosti polna. Marija je v drugem delu fatimske skrivnosti napovedala zmago svojega brezmadežnega srca. Gre predvsem za zmago Kristusa v naših dušah. Marija vedno vodi k Kristusu, k ravnanju po njegovi besedi. Že v Kani Galilejski je strežnikom naročila: karkoli vam reče, storite. Njena zmaga je zmeraj zmaga njenega sina. Najvarneje to zmago dosežemo po Mariji. Že papež Pij X. Je zapisal: ni je varnejše in lažje poti, po kateri morajo ljudje priti k Jezusu Kristusu, kakor je Marija. Obhajanje stoletnice fatimskih dogodkov letos in predvsem drugo leto naj bi pomagalo k tej zmagi dobrega. Letos obhajamo stoletnico trikratnega angelovega prikazanja, drugo leto pa stoletnico šestkratnega Marijinega prikazanja. Oplemeniteno in poglobljeno leto usmiljenja. Z Marijinim obiskom je oplemeniteno in poglobljeno leto usmiljenja, saj Marija mati usmiljenja. Tako jo kličemo v molitvi Pozdravljena kraljica. Letu usmiljenja daje materinski značaj. Kot naša duhovna mati se želi srečati s svojimi otroki. Po besedah papeža Frančiška nas spremlja milina njenega pogleda. Tako bomo vsi odkrili veselje Božje nežnosti. V svetem letu bomo vstopali v svetoletna svetišča skozi sveta vrata, ki pomenijo Kristusa. Lahko pa jih povezujemo tudi z Materjo Marijo, saj jo v lavretanskih litanijah kličemo kot vrata nebeška. Kristus trka na vrata našega srca, a pogosto zaman. Marija pa hoče s svojim obiskom doseči, da bi njenemu sinu odprli sebe in ga povabili, naj vstopi in za zmeraj ostane pri nas. Ob Marijinem obisku smo se ji kot župnija posvetili in izročili, po njej pa Jezusu. Tako bomo na poglobljen in oplemeniten način deležni svetega leta usmiljenja. Izraz posvetitev vzemimo predvsem v posebnem pomenu, kadar ga uporabljamo v vsakdanjem življenju. Tako rečemo: mati se je popolnoma posvetila svoji družini, zdravnik bolniku, župnik svoji župniji. Posvetitvena molitev naj bo začetek novega življenja, v katerem se bomo popolnoma posvetili Jezusu in Mariji ter njunim zadevam. Ona dva pa se bosta popolnoma posvetila nam in našim zadevam. Njune in naše zadeve so pravzaprav eno in isto. To je naš duhovni napredek, naša svetost in rast Božjega kraljestva na zemlji. Vse v večjo Božjo slavo in
izveličanje človeštva. So dobi prvega Marijinega obiska leta 1997. Letos od 13. maja do 13. oktobra Fatimsko Marijo v Sloveniji gostimo tretjič. Po njenem prvom obisku leta 1997 je kronist zapisal: Srečanje z romarico iz Fatime je za nami. Bilo je enkratno prisrčno doživetje, ki je mnoge ganilo do solz. Neka žena je rekla: Odločila sem se in začela odhajati prve sobote. Fant, ki je po Birmi opuščal nedeljsko mašo in veruh, zdaj redno hodi in sodeluje. Nekdo je sklenil, da se bo znebil svojih odvečnih kilogramov tako, da bo polovico manj jedel in se odpovedal vsem priboljškam. Žrtve, ki bodo za to potrebne, bo daroval v zadoščenje za svoje grehe in za grehe slovenskega naroda. Spet drugi zdaj bolje moli. Žena moža alkoholika je vesela pripovedovala, da je po obisku fatimskega kipa v župniji njen mož nehal piti. Družina z več otroki je soglasno sklenila, da bo vsak večer skupaj molila rožni venec. Po več cerkvah se pred nami sliši ta molitev. V precej župnijah pogosto molijo fatimsko posvetilno molitev, župniki pa opozarjajo na sporočila fatimske gospe. In še en utrinek iz svojega osebnega življenja. Fatimski kip je bil tukaj v naši cerkvi, če se ne motim, leta 1997, 6. oktobra. Takrat je bil delovnik, vem, da smo jo sprijeli pri gasilnem domu, procesi šli v cerkev, nabito polna cerkev bila na delovnik. To je en utrinek, drugi. 40 let mineva letos, odkar nas je 7 duhovnikov šlo s 2 avtomobiloma po Evropi. In sicer najprej smo šli skozi severno Italijo, v Lourdes. Za kratek čas smo se tam ustavili, potem smo šli gledati jamo Altamiro v Španiji, kjer je živel jamski človek, datirajo ga okrog 30 000 let pred Kristusom. Potem smo šli v mesto Bilbao gledati, tam, kjer živijo Baski, nato ob obali do Portugalske. Potem smo šli v Lizbono, seveda smo tam še iskali, ki je bilo treba dobiti vizo. En dan smo izgubili, ker je bila nedelja. Potem smo šli gledati tisto ladjo Krištofa Kolumba, Santa Maria, s katero je odkril Ameriko 1495 leta. 2 sta se potopili, Pinta in Ninja, Santa Maria je preživela. No, potem smo šli v Fatimo, spomnim se enega primera, ogromen trg, danes vem, da je tam sezidana nova cerkev, takrat ga še ni bilo, pač pa bil en velik križ in tam smo videli eno mlado mamico, kako je po tisti stezi do cerkve bila asfaltirana, šla po kolenih. V vsaki roki držala enega otroka. Zdaj, kaj je bilo, Bog sam vidi, a je bila kakšna smrt ali bolezen. Videli smo, da je imela krvava kolena. Kar frapiralo nas je, ko smo to videli. No, potem smo šli nazaj čez centralno Španijo v eno marino svetišče Montserrat, ki je v skalah. Potem smo šli gledati še
španski nacionalni spomenik iz državljanske vojne, Valle de los Caídos, dolina padlih, nato Barcelono še Sagrado Familio, potem pa nazaj domov. Naredili smo v 14 dneh 7000 kilometrov in hvala Bogu nobene nesreče ali kaj drugega. Ko smo prišli na našo stran, so nas cariniki fajn pregledali, seveda nič se nismo brili 14 dni in smo zgledali tako kot kakšni pustolovci. Pregledali so nam avto, potem našli kelih, mašli plašč, kaj pa je zdaj to. Potem smo povedali, da smo duhovniki in da smo spotoma maševali, kjerkoli pač bilo. In za nameček je tegor od Podnanosa gospod komparja Tone, ki je vozil Opel Kadett 1100, takrat pa eden Hrošča Volkswagena 1200, prehitrenega tovornjaka pa je malo čez polno črto zapeljal za njim policaj in je zgubil dovoljenje za nekaj mesecev, se rekel 7000 kilometrov smo bili v Tuni, nič se ni zgodilo, doma imaš pa takoj kakšno promocijo. Torej, tak lep spomin imam iz Fatime, prav presenetljiv. Tako da smo takrat obiskali 3 Marina Božja, Pota Lourdes, Montserrat in pa Fatimo.